Jaz sem sebe skrivala, da se jaz nisem rabila videti v ogledalu, pa sprejeti tega, kaj sem bila polna. Danes z mano sedi izjemna ženska, mati 3 otrok, zdravstvena delavka, borka. Ko je življenje v njenih 33 letih postavilo eno najtežjih preizkušenj, diagnozo raka na dojki, se ni ustavila. Šla je skozi operacijo, kemoterapije, obsevanja in na drugi strani našla novo sebe. Danes ne govori le o bolezni, govori o moči, o strahu, o otrocih, ki ti dajo razlog, da ostaneš. Tudi takrat, ko misliš, da več nimaš niti kančka moči v sebi. In o tem, kako se življenje po takšni izkušnji zavedno spremeni. Z mano je Teja Dajčman-Topolovec. Toplo dobrodošla. Hvala. Teja, malo je tema taka, ki mogoče se počutimo pred kamerami malce neprijetno, malo smo nervozne, ampak vseeno mislim, da s tem pogovorom bova marsikoga nagovorile, izjemen odziv smo dobili tudi na to tematiko. Mislim, da je pravi čas, da tudi v Lenartu o tem spregovorimo. Ja, res. Najbolj pa, če se vrnemo v tiste prve trenutke, ker dostikrat si ljudje rečemo, pa saj to se meni sploh ne more zgoditi. Kako je se začela zgodba pri tebi? Kdaj je bil tista prva zatrdlina, ki si jo začutila in rekla hop? V bistvu sem istega mišljenja bila jaz takrat, mislim, 33 let, kaj pa bi lahko zdaj, mislim, športnica, dokaj zdravo živela, ne kadila, in si misliš, ne more to tebe, ne. Je pa res bilo tako, da sem bolj po naključju si zatipala, je bilo res tako čist brez veze, jaz sem po tuša prišla, pa sem tako, ni bila to moja navada, da bi se, ne vem, samo pregledovala, da bi si mislila, pri teh letih to pa res ne rabiš, ne. In sem tako po naključju in sem si isto, nekaj tu čudnega, ne, sem še moža poklicala, sem ga, probaj, kaj ti čutiš nekaj, ne? Ja, pa te rekel, pa nekaj je, ne? Sem mislila, viš kaj bom si jaz, grem na ultrazvok, pa bomo videli, ne? Saj, nisem si predstavljala, nisem si mislila, da bi lahko kaj bilo, ampak mislila, glej, preventivno, nič me ne stane, konec koncev, tistih par evrov pozabiš, kaj daš, kaj si plačaš, ampak si saj veš, da ni nič. In sem pol res, mislim, na kakih 14 dni, da sem čakala, sem šla na ultrazvok, je bilo tam rečeno, da ni nekaj nič kaj vidno, ampak da mi vseeno priporoča čez 4 mesece pregled, mislim, ponovno kontrolo tega ultrazvoka, pa bomo takrat videli, ker so bile pred menstruacijo in moraš ful biti pozoren, pri mladih dojkah je to drugače. Pol pa tisto minilo kar več časa po tem, ni bilo samo 4 mesece, pa kako leto dni, in meni zvečer spet tisto tak, jaz pa bi lahko zdaj spet šla na ultrazvok, ne? Mislim, ne vem, ko da mi je vesolja neko informacijo poslalo, daj, idi nekaj naredi, ne? Pa sem pol spet poklicala tja, sem se naročila za ponovni pregled. Takrat pa je bilo v bistvu v izvidi pol končno napisano in me še tak zdravnica rekla, ja, pač neke spremembe so, zdaj ne more opredeliti, kaj bi lahko to bilo, in pa naj grem naprej v center za bolezni dojk, pa da me naj tam naprej obravnavajo. In potem pol, ko sem res prišla v tam zdravstveni dom, sem tako da ene zdravnice kar tako malo negativno izkušnjo imela, ker je bilo tako tisto rečeno, joj, kaj te zdaj vi delate tu, gospa, vi ste ja mlade, pa to ja nič ni, se pa to normalno, da so pri mladih dojkah neke neke bulice, ampak v smislu, ker se žleze spreminjajo, in je pač kao to normalno pri mladih dojkah, ne, kaj te zdaj v bistvu, na tak način sem v bistvu dobila, kaj delaš paniko, ne, če ni potrebno. In pol res, ko preden je meni tista zdravnica začela delati ultrazvok, je bilo tak tisti odnos, kaj zdaj brez veza, ne? Pol pa naenkrat prišla na tisti del,
na tisti del pri dojki, ko je pa bilo nekaj, pa nekaj bilo tiho, pa je rekla, joj, tu pa je nekaj, ne? To pa nekaj ni vredek. Veste kaj, pridete vi v bolnico, bomo vi tam še naredili en ultrazvok, tam naredimo biopsijo, vzamemo del tkiva in bomo videli pač v bistvu, kaj to je. Ne? Saj ni verjetnost, da bi bilo lahko, ampak bomo vseeno, moramo to pogledati, kaj to je. Tako da sem pol teden spet čakaš nekaj časa do tistega pregleda, mislim, kakšni mesece dni so, mislim, to so bili, ker sem mogla čakati menstrualni cikel in je spet bilo tisto prvi 14 dni po menstruaciji, nekako takrat je bilo dojka najlepše se vidi in takrat sem mogla čakati, da se bo to pregled naredil. Polje sem prišla tja na pregled, v redu so vzeli tkivo, so rekli, dobite izvide po pošti in je to, ne? Pa nisem se jaz takrat nekaj, da bi se obremenjevala s tem, da bi bilo kaj narobe, pač odmislila sem, v redek dobim izvid in bo kaj bo, ne? Pol pa je minilo par dni potem, popoldan sem začela delati, jaz sem se še dopoldan se glih pripravljala za službo, meni telefon začne zvoniti, pogledam, številka v redu se javim, reče, ja, tukaj iz UKC-ja vas kličemo, dobili smo vaše izvide in bi zdravnica bi rada govorila z vami. In jaz naenkrat isto, sem rekla, to pomeni verjetno, da nekaj ni vrejo, če bi zdravnica rada govorila. Še mi tako se reče, veste, jaz vam zdaj ne morem nič povedati, pač pridite jutri, če lahko, pridete jutri, boste se zdravnico pogovorili. Sem tako, ja, verjel, prijem, ne. In sem potem drugi dan imela pri zdravnici pregled, pa je zdravnica tako, v bistvu mi tako predstavila, ni to nič, to je pač neki tumorček, načeloma nevaren, mora pa se odstraniti, ker pač to raste in lahko začne, ne vem, karkoli, v glavnem treba se to odstraniti, ampak brez panike, to je pač rutinska operacija in bo v redu, ne. Pa pač ja, da naj čakam, do me bojo poklicali v roku kakega meseca dni, bom na vrsti, me pokličajo in to, da sem pač dobila navodila, za pač kak bo sprejem v bolnico. Pa sem pač čakala. In koliko je bilo to zdaj, če govoriva od začetka, ko si zatipala, pa potem do sprejema v bolnico? V bistvu se je to kar zavleklo, bi rekla, kak je pol leta, da se je vse skupaj zavleklo, takrat, ko sem šla prvič na ultrazvok in takrat, da sem bila operirana, je bilo po moje kaki pol leta ziher. Ker je bilo v bistvu, ker za vsaki pregled, za vsaki ultrazvok sem jaz mogla čakati tistih prvih 14 dni menstruacije. In zdaj čakaš na tisti pregled, pol ti reče, zdaj pa boste rabili biopsijo imeti in spet moraš čakati mesec dni, da spet pride tisti menstrualni cikel, ker so pač takrat dojke najlepše vidne in takrat se lahko to dela. In se v bistvu se zavlečajo te stvari. In ko si šla prvič v operacijsko, kaj to se dogaja, kaj se je takrat dogajalo v tebi? V bistvu to je bilo prav zanimivo. Jaz sem prvič, ko sem prišla v sprejem za bolnišnico. Midva z možem sva takrat delala še na 3. otroku, sva si želela še 3. otroka in takrat, ko sem se jaz zatipala bulico, sem rekla, ok, zdaj pa moramo paziti, zdaj se ne sme zgoditi, zdaj moramo mi to prvo rešiti, zdaj morajo to oni meni operirati in zdaj moramo paziti, ne? Pol pa prije tisti dan, ko sem jaz ko bi naj prišla v bolnišnico, je meni par dni zamujala menstruacija, pa sem še jaz večer pred posegom, sem še jaz delala test, je meni pokazal doma negativen, prijem v bolnišnico, v redu pač se pripravljamo, oni mene sprašujejo pač vse tiste stvari, ko se pred operacijo, je možnost, da se noseči, gospa, pa jaz tak, ja, mislim, možnost je, ampak jaz mislim, da ne, ker sem delala test, ne. Pa oni meni, bomo še mi za enkrat test naredili, pa da vidimo, ne. Pa je minilo mogoče kakega pol urca vmes, prije ena gospa k meni, pa reče, gospa, vi odpadete danes za poseg. Pa sem zelo, da tisto, ne, zakaj, jaz sem zdaj, ne, jaz čem to vun dati, zakaj odpadem, ne.
ker je bila druga, tista, kaj meni test delala. Pa ona meni reče, ne moramo vas gospa operirati, ne morete iti pod splošno anestezijo, če ste noseče. In sem jaz tisten, kaj noseča, kak naj, mislim, leto dni smo namensko delala na tem, zdaj, ko pa si res nisem želela, ker bil res neprimeren čas, zdaj pa se zgodi, kak naj. Pa sem rekla, jaz čem, da meni to danes date ven, jaz ne morem čakati, še s tem ne vede, kaj je to, jaz čem biti operirana, ne. In je pol prišla zdravnica do mene, smo se pogovorile, pa je rekla zdaj načeloma, ker je to dokaj na površini bilo, da lahko naredimo, da lahko poskusimo lokalno, sicer se to pod lokalno nikoli ne dela, ne. Ampak je rekla, gledajte, vam bom naredila, da boste mirni, da bo vse okej. In sem takrat tisti prvi poseg tega tumora imela v bistvu pod lokalno anestezijo, to je bilo grozno, da v bistvu čutiš vsaki res, ampak te ne naboli, ne. In je bila tisti pol ure posega, je bilo tako, vredi bo, vse bo vredek. In sem bila vesela, v bistvu, da se je zdravnica tako potrudila, da je to meni naredila lokalno. Pol pa, in sem v bistvu, kako sem čakala tisti poseg, so bili taki ful mešani občutki, po eni strani veselja, da vseeno noseča sem, ne, to sem si želela, po drugi pa tisto, ni vseeno, pa ni vredno pol za drugo stvar, ne. In sem bila kar tak nervozna, kaj bo zdaj iz tega. Ampak potem zadeva se je v redu odvila. Pol v bistvu so prišli izvide, se je izkazalo, da je šlo za duktalni karcinom, ki je bil dejansko benigen, pomeni nenevaren, ampak da je vseeno podvržen hitremu rastu in se pač treba to odstraniti. Takrat so meni tudi rekli, da bi mogla imeti še nekaj obseva, da bi se slučajno, če bi kakšna celica ki ostala, da bi se še tisto uničilo, pa seveda nisem mogla imeti zaradi nosečnosti. Pol pa so se zdravniki odločili, da bo še en poseg naredili, da še en dodaten res izrežejo, še en pač rob dodaten in da je načeloma to, da se pol samo spremlja. Da je to, v bistvu kontrola in smo zaključili, ne, sem bila tako, ok, fajn, super, ne bomo se več s tem obremenjevali, to je fertik, ne. In ja, pol pa nosečnost, dojenje in pač ne misliš pol na neke stvari, da bi lahko karkoli iz tistega se razvijalo, ne. Ampak se je. Ampak se je, ja, nažalost. Kaki so bili potem postopki naprej? Kako si vedela v bistvu, da ali si sama spet zatipala? Ali... Ne, v bistvu sem jaz bila potem po tistem posegi, kaj sem imela, sem jaz bila vodena v centru za bolezni dojk, to pomeni, da imaš na leto dni kontrole. Potem s prvo kontrolo jaz sem avgusta rodila, prvo kontrolo po tistem posegu sem imela septembra. Sem prišla zdravnici, je rekla, gledajte, zdaj po porodu ste, dojite, zdaj nekih pregledov ne moremo delati, ne moremo ultrazvoka, ne magneta, v bistvu nič, ker si v taki fazi so dojke ogromne, ne. Rekla, zdaj, če boste vi, čez leto dni se vidimo, zdaj, če boste vi v tem času nehali dojiti, uredite napotnico za magnet, dajte poslikati, pa nam pošljete izvide. Ampak seveda naš mali se je dojel neskončnost, je prišlo to po letu dni sem prišla spet na kontrolo, pol pa tak zdravnica rekla, gledajte, zdaj pa pač morate nehati dojiti, moramo začeti s kontrolami, mora se to začeti kontrolirati in te sem res isto pol v bistvu v 2-3 mesecih, da sem te naredila magnetno resonanco, da smo pol začeli z tem in potem so se pa v bistvu že magnetni izvidi so bili tak čudne, mislim, nenavadne. Prvo niso vedeli, ali so to še v bistvu od ostanka od mleka, da je ostalo še kaj notri, da se je to pobarvalo drugače na magnetna. In sem pol v bistvu s pomočjo enega prijatelja, ko mi je urejal v bistvu ki mi je gledal v bistvu izvide, da mi jih je malo po domače povedal, kaj bi lahko to pomenilo. In tudi bezgovke so bile takrat rahlo povečane, bile so še ok oblike, ampak so bile povečane, kar je že nakazovalo nekaj, da nekaj ni v redu. In sem pol v bistvu pri zdravnici na Dore
sem si uredila, da mi je naredila ultrazvok. Sem prišla k njej, pa ona reče, da je njej to vse tako nekaj čudno, pa da ne bo, ona bi mene ne bi zdaj domov spustila, ona bi meni še zdaj mamografijo naredila. Sem rekla, v redu, seveda, naredite, zdaj sem tu, ne. Pol sem prišla iz slikanja tistega, ona gleda slike, je rekla, to nič ni tako, kot bi moglo, je rekla, jaz vam bom še zdaj, če se strinjate, naredimo biopsijo, vzamemo tkivo, to se mora poslati na analizo, je pa bilo v bistvu to takrat pred božičnimi prazniki, pred tistimi novoletnimi prazniki. Je rekla, izvidi pa bojo pol predvideva po novem letu ali pa zdaj tu vmes, če bojo slučajno delali. V glavnem, boste dobili izvide. Ko si ti takrat sedela, ko si pač dobivala te informacije. No, takrat sem jaz tam sedela, čakala sem, zdaj mi hitro to naredijo, jaz moram iti v službo ob 12. In so bile tam ženske v haljah, predvidevam, da so čakale kakšen poseg, pa da so še mogli kakšne slikanje imeti, ne. In sem prav tako si mislila, gledala sem tako z nekim, jaz to ne, mislim, ne brem jaz tu biti, ne, mislim, tako so mi bile, sploh ne najdem besede, nisem si mogla sebe predstavljati, v bistvu, da bi jaz bila točno tako v vlogi tistih, ne vem, pacientk, ne, zmislila, ne, to za meni samo pregled naredijo, jaz grem lepo v službo nazaj in to, ne. Ja, pol pa sem te v bistvu iz mamografije prišla, ta zdravnica rekla, ja, gledajte, ni to vredek, da z vas ne spustim domov, to zdaj moramo mi 2 punkcijo narediti in gotovo, ne. Rekla, ja, vredo, gledaj, pač naredite, kaj morate. In sem, tako po eni strani si misliš, ne mre to mene prizadeti, ne, mislim, ne mre to jaz biti, po drugi strani pa si misliš, mogoče pa res bom jaz v taki situaciji, ne. In taki mešani občutki so bili malo. Tudi tisti praznični december ni bil takrat več tako prazničen. Ne, grozen je bil. V bistvu jaz sem takrat možu rekla, bog ne daj, kaj slučajno našim doma, kaj poveš, da sem imela kakšne kontrole, da je karkoli ne bi bilo vrede, da sem na kakšne dodatne preiskave hodila, nič ne govori, ne. Moja mama je takrat tisti dan, ko sem jaz imela punkcijo, je moja mama imela rojsten dan, pa sem rekla, nič ne govori, da sem kim bila, vse je vredek, nič, sploh ne omenjaj nič, se ne bo noben nič vprašal, vse ne vejo, v bistvu, da sem dobila izvide, ne, nič ne govori. In sem prav probala, sem tisto tako, vredi sem, nič, ne, sem probala odmisliti, ampak vseeno verjetno v meni bil tisti neki strah prisoten, pa neka tista zavest, da se pa nekaj dogaja, nekaj ni vredek, ne. Ampak so pa bili težki dnevi, jaz sem vsak dan, meni je tisti prijatelj v Mariboru, vsak dan mi je preverjal, či so izvide, jih ni bilo, ne. Pol pa, ko sem pa po praznikih začela delati, v bistvu prvi delovni dan bil, ker smo takrat imeli kolektivnega čez zimske počitnice, pa čez novo leto. In sem začela v službi, ravno sem si nekega pacienta vnesla notri, eni gospe sem še rekla, v kabini vi se slečite, pripravite se, jaz to uredim, pa vas poslikama. Meni zazvoni telefon. Gledam, kliče mene, samo zaperem gospe vrate, sem rekla, gospa, vi se pripravite, prijem po vas, ko pa imela pripravljeno. Jaz dvignem telefon, pa mi reče, tak prijatelj, izvidi so prišli, ne. Sem se rekla, ja, pak glede na to, da me kličeš, predvidevam, da niso vrejo, ne. Pa mi reče, ja, ne, pozitivno je, uredi si napotnico, jaz sem se pogovarjal s to zdravnico, kaj ti je delala ultrazvok, rekel, jaz sem se z njo pogovarjal, glede na to, kaj sem že prej imela posega, da je v bistvu se zdaj to meni ponovilo, pa glede na to, kako je obsežno vse skupaj, sva se pogovarjala, da ide v Ljubljano, ker bo verjetno mastektomija, da bi celo dojko mogli odstraniti in
pač, jaz se v bistvu v tistem momentu zdaj se sploh ne spomnim, v bistvu, kaj on meni vse govoril. Jaz se, verjetno smo bila midva več časa na liniji, ampak jaz se spomnim samo tega, ko mi je rekel, pozitivno je, pojdi na onkološkega, zrihte si napotnico, pol pa je bila pri meni tema, jaz več ne vem, kaj se je takrat dogajalo okrog. Prekinja jaz z njim linijo, sem mislila, da sem se vsedla za par minut, pa sem bila imela sem občutek, kot da jaz gledam sebe, da se to ne na meni dogaja, da sem jaz tam slika, ampak da jaz sebe nekaj druge gledam, ne. Vtisne pa meni gospa iz garderobe potrka, jaz sem že, pa sem jaz ok, red je, zdaj jaz moram to narediti, jaz sem zdaj v službi to zdaj in sem se v bistvu sama sebe, ok, red je, jaz sem zdaj tu, to zdaj moram narediti. Mislim, da sem še imela nekaj ljudi za poslikati, ko so me čakali. In sem jaz to poslikala, pa sem se čakaj malo, kaj, to se je zdaj res zgodilo, da on mene klical in sem šla dejansko gledati telefon, če je on mene klical, če sem dejansko dobila jaz to informacijo. In sem dojela, šit, res me je klical, ne. To je res bilo, res sem dobila diagnozo, res, v bistvu še zdaj težko povem, rak, ne, res, raka imam, ne. In v bistvu sploh ne vem, da sem pol moža klicala, sem bila menda v telefonu, pa sem bila tiho, pa on meni, kaj, ne čujem te, kaj mi govoriš, pa sem rako imam, kaj imaš, kaj mi govoriš, izvida sem dobila, niso vrej, ne. In bolj tisti dan sploh ne vem, kako sem tisti dan pregurala v službi, ker so bili, ne vem, mučno mi je bilo, da vsaka minuta. Ja, pol pa Januarja 2025 je pa prišla pač tista to kruta realnost, če lahko tako rečemo, no. Bila si sprejeta v bolnišnico. Kako je bilo takrat? Ker takrat si pa vedela, zdaj pa gre res za res. Ja. To je realnost. Sploh ne vem, težko v beseda to spravim. V bistvu je pol to se mi zdi nekako hitro vse skup teklo. Jaz sem v ponedeljek, je tam mene kolega klical, gledaj, napotnico pošlje, izvidi so vse sistemu, oni lahko vse vidijo. Jaz sem v ponedeljek sem jaz poslala napotnico, v petek sem že v bistvu imela prvi pregled na onkološkem inštitutu. In pol je bilo v bistvu to vse hitro, pol tisti pregled, pol oni pregled, pol tisti konzili za plastika, pol, mislim, 1000 nekih specialistov so te tam gledali, 1000 nekih zdravnikov, ti pa samo veš, da to češ čim prej, da se vse čim prej začne. To so bili samo preglede, jaz pa sem čakala to operacijo, ker se mi je takrat zdelo, ok, zdaj gre za res, ne. To so še vseeno se mi zdelo tudi pred operacijo z nekaj predpriprave, ne, še vseeno tisto moraš sam sprejeti to, da to zdaj dejansko gre za res, da to zdaj ni hec, ni to zdaj samo, ne vem, to, da greš na poseg, pa da bo drugi dan vse vrej, ne. Že to zavedanje, da gre res za težko pot, ki boš jo, ker verjetno tebi so tudi rekli, ok, operacija, potem pa še sledi res ena trnova pot, ne, do okrevanja. V bistvu so meni od vsega začetka nič kaj konkretno niso rekli, mene je to ful motilo. Jaz sem tako na začetku rekla, daj mi povejte, ok, zdaj operacija, kaj pol, daj mi povejte. In je zdravnik tak celi čas, glede, ne vemo, bomo vse videli, vse sproti. In je bilo to taka neka negotovost, kar je mene še dodatno bremenila. Jaz verjamem, da dosti ljudi mogoče z strahom pred vsem tem, kaj še jih čaka, da je jim mogoče bilo lažje, da ne vejo, kaj jih čaka. Jaz sem taki človek, ker rada vem, kaj me čaka. Daj mi povej kemoterapijo, daj mi povej, kaj točno bom lažje sprejela. Bom že predelala, ampak daj mi konkretno povej, nisem rada nekaj tak malo v celofanu. Ja, v megli, da ne vem, kaj, ne, konkretno je s čem verjeti, ne. In je bilo celi čas od zdravnikov tako, glede, bomo videli, odvisno od izvidov, odvisno, vse je bilo odvisno, ne, in me je jezlo to ta negotovost, kaj pričakovati, kaj zdaj sledi.
In sem dolgo časa sem se v bistvu sama sebi zanikala, zanikala v bistvu diagnozo, zanikala, da, ne vem, da sem bolana. Jaz se nisem počutila bolano, jaz se že celi čas vsega tega zdravljenja, jaz sama sebe nisem čutila, da bi bila bolana, da jaz sem vrejk, ne, pač to nekaj je, zdaj mora iti ven, ne. Ja, tudi če malo pogledava ta vidik še, ne, vseeno pač živimo v nekem, bi skoraj rekla, malo preveč vizualnem svetu, ne, podoba zelo veliko pomeni, tudi podoba same ženske kot take, ne, imamo neke obline, ne. Kaj pa ta informacija, ko so ti rekli, odstranili bomo? Kako si to sprejela? Jaz sem to informacijo, da meni celo dojko odstranili, v bistvu tako dobila v eni porciji, ne, diagnozo, celo ti bojo odstranili, to si zdaj dobil 2 v 1, zdaj pa se sooči s tem, ne. Tako da meni je bila v bistvu to informacija, da meni celo dojko odstranili že od vsega začetka dana, od prve minute, kaj sem dobila diagnozo, meni je bilo rečeno, po vsej verjetnosti tebi cela dojka gre, ne. In sem se, mislim, do tistega trenutka, dokler se jaz dejansko nisem bila brez dojke, sem mislila, da sem pripravljena na to. Jaz sem se sprijaznila, vredi, gledaj, to mi odstranijo, zdaj tak medicina že toliko napredovala, bojo naredili, da bo ful v redu izgledalo. Jaz sem se pač s tem, sem imela neko vizijo, gledaj, vredi bojo naredili in na koncu bo vse v redu, ne. Koliko pa je dejansko, ko pa sem se jaz dejansko videla sama sebe, prvič po operaciji, ko je prišel zdravnik tisto prevezo delati, še meni tako sestra reče, kaj bi si radi videli, ne? Pa sem zelo tak, nočem videti, ne še. In sem tako v tistem kraju pogledala, če ne vi to samo prevezo naredite, pogledajte, kaj morate, jaz pa ne gledala tega, ne. In sem se tam, ki je bil ogledalo v sobi, ko je bilo pa še tako malo nagnjeno, tako da direkt kot, da sem jaz lahko sama sebe videla v tistem ogledalo. In ko sem jaz tako v kraju pogledala, če nočem jaz tega videti, in sem jaz sebe v ogledalo videla, ko je bilo v bistvu še svežo, rana, vse, in sem bila tako. In takrat je mene najbolj prizadelo, mislim, takrat je bilo tisto, to me zdaj res, to sem zdaj jaz, ne. In tisto me je, se mi zdi, sesulo, tisto neko realnost, to je zdaj to, taka si, ne. In sem ful dolgo, sem bolj po tistem, ko sem prišla z bolnice domov, sem par mesecev rabila, v bistvu, da sem sama lahko sebe v ogledalo pogledala. Jaz sem v bistvu skrivala, jaz sem sebe skrivala, da se jaz nisem rabila videti v ogledalo pa sprejeti tega, kaj sem bila bolna. In me je bolj bi rekli skoraj, da ta psihična bolečina je bila bistveno težja, ko pa v končni fazi, če pa govorimo še o fizični, vseeno je bila operacija na nekem tu takem predelu, ko je mehka koža, verjetno je tudi bila bolečina še ta. Ja, mislim, bolečina je bila nenormalna. Mislim, če imaš tisto lestvico bolečine od 1 do 10, jaz sem v tistem momenti, ko sem se zbudila od operacije, se mi zdi, da sem 15 čutila. Jaz nisem mogla do lufta priti, tako bolečino sem občutila. Vse so mi dali proti bolečinam, je tista bolečina bila pod kontrolo, je bilo vse v redu. Je pa bila tista psihična obremenitev, neko žensko podobo so ti vzeli tako, pač vse posode, ki je tista neka ženska silueta, tista neki znak neke ženskosti, nečesa, ne, in tebi zdaj to vzamejo, ne, kaj zdaj, ne. Mislim, meni je mož od tega začetka rekel, gledaj, lepa si, v redu si, tako kot si, super si, ne. Sem se nekako malo začela k sebi spravljati, sem se ne sprijaznila s tem, ampak sem sprejela sebe tako, kot sem. To mi je, gled, to si ti, to si šla skozi, tega ti noben ne more vzeti, ne. Sem dolgo časa rabila, da sem se sprejela. Ko smo prišli na ta res, bi rekla, eden izmed najtežjih delov,
Je pa sledilo še dodatno, govorijo o kemoterapiji, govorimo o obsevanjih, tudi to je tebe čakalo. Sicer res, da poslušala sem pogovor z profesor Boršnerjevo, ne, rekla, kemoterapija je v 70 let enaka, ne. Je pa res, da je pač medicina toliko napredovala, da lahko ene stvari lajšamo, pač omogočamo, dvignemo kvaliteto življenja bolnicam, ne. Kako je bilo pri tebi? Ja, v bistvu je tak kemoterapije sem se jaz tudi od vsega začetka najbolj bala. Ravno zaradi tega predstave, kak je bila kemoterapija prej, zdaj samo bruhaš, zdaj nič ne moreš, ne. Sem se tega res ful bala in pa v prvi vrsti tudi tega, da zgubiš lase, ne. To je v bistvu bil tisti, kaj lahko mi kak naredite, da meni lasi najbolje spali, ne, da vse v redu, ne, ampak ne morejo, ne. In jaz sem se takrat odločila, da sem se odločila za kemoterapijo ravno v tem smislu, ker so meni tako predstavljali, glejte, ni nujno, da imate kemoterapijo, je pa v redu, da jo imate, ker lahko se zgodi, da boste čez 20 let, ker zdaj se niste za to odločili, da boste čez 20 let, da je kakšna celica pobegnila in bo se to kje drugje pojavilo čez nekaj let, ne. Jaz sem rekla, ne, jaz tega nočem, ne. Jaz želim zdaj vedeti, da sem naredila vse, da dam vse, da zdaj dam tom skozi in da me pol pustite pri miru, da več me tu ne vidite, ne. Takrat sem dobila 4 cikle kemoterapij na 3 tedne. In je v bistvu tako, sama kemoterapija, tako da je toliko zdravil, toliko vsega, da sem jaz prvi dan prišla s kemoterapijo domov, kot da sem ne vem kak pokjana, sem šla samo spat. Pa je bilo načeloma v redu, prve 3 dni, pol... Tako da v bistvu posledice samih kemoterapij niso bile tako hude, kot sem jaz pol čez 48 ur sem mogla dobiti neko injekcijo, ki v bistvu meni spodbuja delovanje kostnega mozga, nekako tako, da se telo v bistvu, kostni mozek začne razvijati spet, ne. In ta posledica v bistvu te injekcije so pa bile vse te bolečine, ful bolečine v mišicah, kosteh, kot če prebolevaš gripo, bolečina po celem telesu, ampak to v bistvu krat 10. Jaz sem ležala na kavču, pa sem tako razmišljala, bi šla na WC ali ne, šla na WC, pa tako, ni še take sile, bom rejši še malo počakala, ko bo res sila, da me ne bo zdaj že tako ful bolelo, da bi prišla do WC-ja, ne. In v bistvu prvi teden po kemoterapijah je bil, vegetirala sem, jaz sem na kavču bila, ležala, ne dirajte me, ne morem nič. Bolj tako drugi teden kemoterapije sem tako malo že prišla k sebi, po 3. teden je bil tako, super, zdaj sem že v redu, ne. Pol pa nova doza. Pol pa nova doza in tako, hvala Bogu, da so bile samo 4, ne. Lahko bi bilo še hujše, lahko bi bilo več, ne, tako da... Ampak vseeno te, če rečemo 4 doze, so pa tudi zelo vplivale, pač vseeno ti si bila bolnica z rakom, ampak bila si pa tudi mama, bila si tudi partnerka. Ja. Kako je bilo, mislim, vseeno videla si, da ne zmoreš toliko biti z otroci, kot bi si želela, ampak najdla pa si moč, da... V bistvu ful zanimivo, jaz sem, dopoldne so bili otroci šola, vrtci, jaz sem cel dan ležala, jaz nisem zmogla najti energije, da se jaz vstanem, pa si grem vodo nalit, nisem mogla, nisem imela tistega, zdaj pa morem, ne. Pol pa so naenkrat prišli otroci domov, pa že sem jih samo čula pri vratih, mami, pa sem naenkrat se jaz lahko vstala, pa sem dobila tisto neko moč, zdaj sem pa v redu, ne, tako energijo, tako moč so mi dali otroci, ne morem si obrazložiti, iz česa je ta energija prišla, ker tako mamice smo dostikrat tako, kako me ti otroci jezijo, pa kako sem brez energije, pa kako te izčrpavajo, ne, v take primerih pa ti dajo toliko energije, pa tako moč ti neki vun potegnejo, ker sploh ne veš, da jo imaš, pa jo
pokažeš, ne. Naenkrat. Je pa seveda bilo veliko prilagajano. Otroci so fejst čutili, pač, mami, pridi to, pač, ne morem, ne morem. Vse se trudiš, vse sem probala biti res pozitivna, res sem otrokom kazala, nič ni to, ne. V redu sem, tako stisnila zobe, čeprav me je bolelo, ampak sem tako, glej, v redu sem, ne, otroci me morajo videti, da sem jaz okej, ne. Kako pa zdaj, ko smo ravno pri otrocih, me zanima, vseeno je bilo tudi težko povedati, mislim, že ti si to kar malo, mislim, težko sprejela, kako razložiti še otrokom, da je pa mami res bolana? V bistvu to res bolana, sem se jaz ful izogibala tudi teh nekih bolana. Pač nisem bolana, ja, sem v redu, ampak ne. Zdaj ta veliki dva sta bolj rabila neko obrazlago, ker sta vseeno bila že toliko velika, da sta razumela stvari. Ta mali tak, leto pa pol je bil takrat star, ne, zdaj z njim glih nisi rabil nekaj, ne. Ta veliki dvema pa smo kar tak nekako razložila že takrat tiste prve posege, ko sem imela, sma takrat rekla, gledaj, to je zdaj pač, mamica ima tu neko bulico, zdaj predstavlja si kot nekega rakeca, ampak je prijazen rakec, od tega morajo dati ven in bo vse v redu, ne. Zdaj, ko pa se meni pol diagnoza, mislim, ponovila, pa si to, ok, dobro, zdaj pač razložiti, da zdaj dlje časa ne bom vredik, ne, ni zdaj to samo, da do ti poseg, pa da bom jaz pol super, ne, ampak da bo to trajalo verjetno, da bo to neko obdobje, ki pač jaz ne bom mogla biti na razpolago, da mogoče me ne bo, da bom v bolnici ali kakorkoli. In smo v bistvu pol tako razložila, da je pač tudi rakec je prišel nazaj, ampak zdaj je hudi, ne, zdaj tudi hudi rakec, pa rabi še pol neka tudi zdravila, ko bo mami po tistih zdravilih bo slabša, verjetno bom, pač smo že takrat rekla, verjetno bom lase zgubila. In to se mi zdi kar v redu sprejela. Drugi je kar, mislim, drugi bi rekla, da je super sprejel, prvi je imel kar malo nekaj, malo težave v šoli za neko koncentracijo, da je kar odtaval z mislimi, ga je bremenilo do tiste točke, dokler nisem jaz šla na operacijo, pa da sem jaz prišla z operacije domov, pa da on videl, ok, mami je vredik, ne, ko da se je bal tistega, joj, mami zdaj gre v bolnico, ne, joj, kaj zdaj to, ne, ko da se tistega neče se bal, ampak pol, ko sem jaz prišla domov, ko on mene videl po operaciji, je bilo to neko obdobje, da sem jaz okrevala, ok, jaz sem doma, zdaj sem super, to je, rakec je šel ven, vredi je, ne, mami je vredik, ker sem jaz tudi nekako sama predstavljala to, glej, vredi je, nič ni to, vse bo vredik, to pač moramo skozi dati, to je zdaj neko obdobje, ampak bom vrel, ne. In se mi zdi, da sta kot celota vredo sprejela, da tudi pol, ko sem prišla domov, ko nisem mogla se gibati, sem bila omejena, ne vem, v vseh področjih, sta razumela, sta bila bolj potrpežljiva, sta bila tisto, zdaj malemu pa je bilo res težko pol dopovedati, ko sem jaz prišla z operacije domov, tako, joj, zdaj pa pazi, zdaj pa naenkrat me ne moreš več objeti, zdaj pa naenkrat te mami več ne more dvigniti, ne, je bilo tu v bistvu bolj za ta maljen problem, ampak se mi zdi, kaj smo kar vrede pol to sfurali, da so te otroci bili. Pogovarjali smo se tudi pri izpadanju las, v bistvu ste se zelo dobro lotila tega z možem, da v bistvu ste kar malo tako kot ena zabavno dogodivščino to izpeljali. Ja, res je. V bistvu zdaj, mislim, da ravno leto dni od tega, kaj smo zmestrigli, je pa bilo v bistvu tako, smo šli mi zdaj za 1. maj, malo kasneje smo šli lani na morje in smo še po poti, ko smo na morje šli, smo se stavili v Celje, smo šli lasulje kupiti, te smo tudi tam, ko smo si vsi malo lasulje sprobavali, pa smo se ful zabavali, mislim, tak različne lase, pa joka, pa če bi bila črna, rdeča, veš, tak, in smo ful na hec obrnili. Bolj pa na morju, ko smo prišli, sem imela vse škarje, sebo vse tisto, ne, in se smo zdaj tako mali dvema rekla, gledajte, zdaj pač mamici lasi izpadajo, lasi bojo šli, tako ne mrem biti, ker je bilo to res užas, to je vse po svoji kletelo, ne, zdaj boste vi mene postrigli, ne, tako prvi je bil tako malo, mami, ne, jaz ne, pusti si tak, ne, rekla, ja, ne bomo tako pustili, tako lasi morajo iti, ne, ali bojo sami izpadli, ali pa boste me zdaj vi postrigli, ne.
Ta drugi, on je bil celi srečen, on je to rezal, to je bilo, res je bilo, mislim, prav fajn je bilo, zabavno, ne. In smo te pač, ja, pa pol še z mašinčkom pa vse, ne. Ja, pa je bilo pol pa, ko pa sem se jaz dejansko v ogledalu videla, pa je bilo druga pesem, ne, jaz sem takrat, da so oni mene postrigli, pa vse, ok, grem se jaz zdaj stoširat, ne, in ko sem jaz prišla v kopalnico, ko sem jaz sebe videla v ogledali brez lasi, sem se zaklenila, tuš naredila na ful in sem se razjokala. Rabila sem pol po tistem, ko so meni te lasi, ko so me postrigli, sem tudi rabila neko časa obdobja, da sem v bistvu tudi nekako svojo podobo v ogledalu lahko sprejela, ne. Jaz sem dostikrat šla, mislim, tako, kot imaš ti sam sebe v neko podobo, pač veš, kaj pričakovati, kaj vidiš v ogledalu, ne. V tistem potem, ko sem brez lasi ostala, pa sem jaz bila tako, ko sem šla v ogledalo, pa tako, to sem jaz, ne, v bistvu, ker sem sama sebe presenetila, ne, mislim, moj odsev me je presenetil v ogledalo in sem res bila tako, ok, to sem jaz, ne. In ja, je pa bilo težko, ta večji je bil predvsem tak, mami, daj, boš po Lenartu imela suljo gor, ne, da te ne bojo videli brez lasi, mislim, kar tak je bilo, verjetno otrokom najprijetno me tako videti, ali pa, ko so prišli domov iz šole, jaz sem bila doma večinoma brez kapice, ker je bilo vroče, ne. Ko so prišli otroci domov, pa tako mali, mami, daj, kaj bi si dala rutico gor, kaj bi si dala kapico gor, tako, ker je bilo jim najprijetno me gledati, ne, saj tudi sama sem se v tistem začetnem obdobju počutila najprijetno, dokler nisem se sprejela, dokler se nisem sprijaznila s tem, dokler si nisem sama sebi rekla, glej, to si ti, vrijo boš in to. Ko si lih govorila o kapicah in lasuljah in vsem tem, pač ja, mi tu v Lenartu se med sabo zelo poznamo, vemo vsak, kako funkcionira, kako je. Kako je bilo pa tebi stopiti med nas domačine? Si imela dosti teh pogledov, si videla, da ljudje so pa zdaj, saj takrat verjetno niti niso toliko, ne, so rekli, sej Teja zgleda zdravo. Ja. Ko pa je Teja bila brez las, pa so začeli verjetno malo drugače gledati. Ja, sej v bistvu je to ta točka glibla, da večina ljudi sploh se ni vedlo, da se jaz soočam z diagnozo. Vedeli so mogoče moji najbližji prijatelji, v službi so vedeli in ti ljudje so pač vedeli, da za mojo diagnozo pač nekaj taki širša okolica ljudi pa niso vedeli, se niso mogli vedeti, s čim se jaz soočam, ne. Naenkrat pa, ko pa sem bila brez lase, pa ko so me ljudje srečevali na ne vem, ko sem otroke vrtec vozila v trgovino, pa to in je bilo tisto, nisem vedela, ali pa take, nekaj, veš, take komentarje, pogledi so bili tudi tisto, so se obračali, pač je mi bilo neprijetno, je mi bilo zelo neprijetno na začetku, ampak potem pa sem tudi sama nekako preklopila, glej, nisem videla pogledov, je pa to bilo v bistvu vse posode, ne samo v Lenartu, ampak kamorkoli si šel, so bili pogledi v tebe usmerjeni, jaz sem imela občutek, da me vsi bulijo, če mogoče me niso, ne, ampak jaz sem imela taki občutek, da me vsi gledajo in sem bila že tak časik, gledaj, zdaj sem kapico mama, ali kaj naj, veš, tisto in kaj bi si mogoče želela oziroma kaj bi želela sporočiti na primer takim osebam, kako naj sprejmejo pač nekoga, ki je zbolel za rakom in pač da gre čez neko težko pot? Ja, mislim, saj verjamem, da ti ljudje, ki so mene gledali, niso oni z namenom neki mene bulili, da se v bistvu to podzavestno vidiš pač nekoga malo v drugačni oblike, malo drugačnega in enostavno pogledaš. Saj jaz verjamem, da je to pač človeška neka normalna, drugačno pogledaš, ne še drugačno, ki pač pogledaš, ne. Zdaj, koncev ni to zdaj nič tak spornega, ne. Bolj bi si želela, da človek kot bolnik v taki situaciji, kot sem bila jaz,
bolj bi si želela, da tisti človek, da se ne obremenjuje s tem. Ljudje bojo gledali, ljudje si bojo mislili 1000 stvari, ker pač so ljudje, vsak ima pravico si misliti, kaj si želi, ne moreš ti vplivati na nekoga, da te ne bo gledal ali pa da nekoga, da ne bo odreagiral kot reagiral. Lahko pa v bistvu ti sam sebe spremeniš, kako boš ti to sprejel. In bolj si želim, da ljudje, ki se soočajo s tem, ki so drugačni, ki imajo neke pomanjkljivosti, da se ne obremenjujejo s tem, da so v bistvu ponosni na to, da so drugačni. Zdaj, če gledamo, ne vem, če gledaš tako drugačnost, ali pa če se direktno osredotočimo, ne vem, na nekoga, ki se gre čez kemoterapije, da se v bistvu ne obremenjuje s tem, kaj bojo drugi rekli, pa kako bojo tebe drugi gledali. Ja, tega imamo mi ogromno v naši družbi. Ne? Ogromno, na vseh ravneh, pač neščejo drugače, zdaj vsi buljo, pač ne moreš ti vplivati na nekoga, nekdo ne bo bulo, ne. Kako pa so to tvojo pot sprejemali sorodniki, družina, tvoji najbližji? To je v taki situaciji izjemnega pomena. Jaz sem imela občutek, jaz sem res imela občutek, da so mi stali ob strani, so mi pomagali na vseh ravneh, klicali, otroke prevzeli za skrb za otroke. Res sem čutila njihovo podporo. Jaz verjamem, da je marsikoga prizadelo in verjamem tudi, da je marsikoga tudi spodbudilo, da je pol za sebe malo več naredil, kot pa je do zdaj delal, ne. Zdaj, moja sestra, mislim, da si je že rezervirala ultrazvok dojke, v roku meseca dni je že bila na ultrazvoku, ne, kar je spodbudno v bistvu, hvala Bogu, da si, ne. In je tak, v bistvu tak, kot sem čutila ful podporo z njihove strani. Si tudi dostikrat, ker moram rekla tako, vem, da si zelo močna ženska, kot sem rekla, borka, zelo pozitivno naravnana, ampak se mi zdi, da včasih pridejo trenutki, ko pa vseeno rabiš neki pogovor, pa da se lahko z nekom pogovoriš, pa da se razjokaš, ko ti je težko. Si imela to podporo, si jo potrebovala oziroma si jo poiskala pri nekom, pa da si povedala, res mi je težko, ne morem. V bistvu zdaj, če gledam za nazaj, mogoče sem malo premalo poiskala neke take podpore, da bi se lahko nekomu razjokala. V bistvu imela sem to podporo, to možnost, lahko bi se razjokala, ampak jaz nisem hotela, v bistvu nisem hotela biti sama v glavi kot nekomu breme, da bi nekoga še dodatno obremenjevala. Itak verjamem, da so se vsi obremenjevali s to mojo boleznijo, ampak jaz se mi zdi, kot da nobenemu niti nisem hotela dovoliti, oziroma nisem hotela pokazati, da pa je meni težko. Jaz sem se v bistvu vsem nekako kazala, ne, glej, res sem, močna sem, mene to ne more, ne. Mogoče nisem vredi iskala pomoči, da bi se lahko seveda sem se razjokala, seveda sem dobila potrditev, da sem v redu, da bom v redu. Verjetno malo premalo, kot bi jo takrat rabila, ampak jaz sem v tistem momentu niti nisem si želela priznati, da rabim pomoč, da... Jaz bom to sama fajtala in to je to, ne? Točno tak. Zdaj ti tudi kot sama prihajaš iz te stroke, ne, imaš pač to medicinsko predznanje, je bila dojemanje same te bolezni za tebe drugačna? Ker marsikdo, če bi nekdo zvedel to diagnozo, bi prvo kaj pomislil, šit raka imam, umrl bom. Ja, verjamem, da je meni to ta zdravstvena podlaga fejst pomagala. Že pri samem že pri tem soočanju z diagnozom je, predvidevam, fejst pomagala in pol tudi v samem poteku zdravljenja, ker sem jaz točno vedela, ne vem, imela sem obsevanja in jaz sem bila, v bistvu tam sem prišla na simulator, jaz sem točno vedela, kaj morem, zato ker je v bistvu to moje delo. Jaz sem v
ko sem študirala, sem delala pripravništvo na Onkološkem inštitutu. Jaz sem bila v bistvu zdaj na istih aparatih obsevala, kot sem jaz takrat se učila ta poklic delati, ne. In sem jaz v bistvu tam vse vedela, ne. Tako on je meni prišel, tu zdaj ja, se že vem. Jaz sem se kar tam nastala, z mene obsevali in je bilo prav malo smešno, ne. Tako da z tega vidika je bilo definitivno meni lažje, v bistvu sam potek zdravljenja je bil meni lažje, zato ker sem prvi vrsti tam, že ko ti oni razlagajo, ja, gledajte, zdaj za to pa to gre, zdaj to preiskavo, zdaj marsikeri, večina ljudi, ki niso iz te stroke, ne vejo, zakaj zdaj ta preiskava, pa še neki dodatni strahi, ne, pač jaz sem vedela, ok, vrej, ta preiskava pač mora biti in zakaj je pomembna in to sem si v bistvu sama razložila vse. Tako da z tega vidika je bila definitivno moj poklic, moje znanje pozitivno. Mogoče lažje. tudi iz tega vidika, tudi profesor Boršnerova je dejala, imajo tudi primere, ko se bolnice odločijo in zavrnejo zdravljenje. Ja. Ti si medicini zaupala? 100%. Ja, res je. V bistvu tako, dosti ljudi je bilo tako, joj, veš, to je ful naravno, pa ful pomaga, nekomu je pomagalo. Jaz v bistvu nisem upala, da bi zavrnila neko to preizkušeno medicino, da bi rekla, ne, veš kaj, jaz pa zdaj tega ne bom, jaz probala za alternativo, ne. Nisem si upala, jaz nisem imela toliko jajc, ker sem vseeno vedela, veš kaj, jaz imam 3 otroke doma, ne, jaz si želim njih videti, ko se poročijo, jaz si želim njih videti, ko bojo izpit naredili, jaz si želim njihovih otrok čuvati, ne. In jaz sem vedela, da ne bom riskirala, ne bom v bistvu rolete igrala z bi ali ne bi, ne. Jaz sem rekla, ne, jaz bom vse, kaj meni medicina ponuja, bom jaz sprejela. Je pa res, da pa medicina tudi ni vse, ne. Zdaj, če nadaljuješ ti s takim načinom življenja, ti medicina na dolgi rok ne bo pomagala, ti moraš dejansko spremeniti način življenja, da se tebi ne bi to ponovilo, ne. Bilo je govora tudi o tem, v bistvu, kaj povzroča raka, no. Ena izmed teh je bila, naj bi bila nekaj tudi malo kriva kontracepcija, pač več faktorjev je. Ti si izpostavila enega, ki misliš, da pa je ključen. Ja, zdaj mi smo se pogovarjale, faktorji za raka dojke so, ne, genska podlaga, prekomerno uživanje alkohola, slab način življenja. Jaz pa verjamem, da je v 60-70% zelo odvisno od stresa. Od stresa, ki si ga v bistvu vsakodnevno mi sami sebi nalagamo. In tisti stres, ki ga sploh ne prepoznamo, da smo dejansko pod stresom, in tudi stres se to vse v nas kopiči. Meni je bilo zdaj razloženo, ravno ko sem bila v zdravilišču, sem imela enega psihologa in meni on to tako razlaga. In je rekel, gledajte, stres spodbuja delovanje kortizola in kortizol je hormon, stresni hormon v telesu, ki v bistvu te naše celice v bistvu krči, poškoduje, v bistvu te naše zdrave celice se poškoduje in iz teh poškodovanih celic se razvija rak, nastanejo rakaste bolezni. In je veliki faktor je v bistvu stres in to našo skozi neko premlevanje, pa kaj še moreš, pa zdaj še tisto, jo pa zdaj nimaš časa za to, pa zdaj moraš hitro to, pa že si v službi, pa že razmišljaš, zdaj pa priti domov, pa zdaj otrokom to narediti, pa zdaj me že tam, ne. In to je veliki faktor. Verjamem, da je to pri meni bil povzročitelj tistega nečesa, vsaj začetka. Pa zdaj, ti še si dejansko v bolniški, si potem, je verjetno prišla tudi ta faza, ko si rekla, Teja, zdaj pa nekaj bo treba narediti na sebi. Si kaj spremenila? Jaz zdaj pri sebi definitivno sem spremenila prvo svoje razmišljanje. Svoje razmišljanje v smislu tega, da
da se znam umiriti, da znam uživati v trenutku, da se ne na zjutraj vsedem pri kavici, pa že razmišljam, zdaj še moram to, zdaj še to, ampak pač sedim v kavici, pa uživam v njej. Pa sem srečna, pa sem zadovoljna, zato da lahko jaz to kavico pijem, ne. Pa če me, ne vem, nekdo hoče malo pod stres vrštetek, ne, daj, umiri se, nehaj, zadihaj, bomo vse zrihtali, ampak prosim, ne mi stresa povzročaj, ne, in po eni strani se malo tega bojim, zdaj, ko bom začela v službo hoditi, kako bom lahko jaz ti stres moj regulirala, ne, jaz verjamem, da bom po tem, kaj sem dala skozi, verjamem, da bom zavestno tudi moj stres obranila. Zdaj je pa to verjetno zelo težko. Vseeno hitro te potegne nazaj noter, ne, pač ta hiter tempo, hektični tempo, še posebej kot mamica 3 res živim otrokom, pač potegnete, ampak vseeno pa je ti dalo neko, da na stvari gledaš drugače, da mogoče ene stvari, ki se nam zdijo vsakodnevne, samoumevne, rečeš, niso, mislim, vem, da niso samoumevne. Točno to. In en pregovor, v bistvu vse en pregovor, tako smo ga že dostikrat čuli, ne. Zdrav človek ima 1000 želja, bolan pa samo eno, ne. Vedno sem tak, preden sem zbolela, sem mislila tak, ne, valjda, ne, če bi pač zdravje, ne, ampak dejansko, ko pa si v toti situaciji, pa vidiš, kako ni samoumevno, da greš po stopnicah, ne, jaz sem takrat, ko sem imela kemoterapijo, jaz sem 5 stopnic naredila, pa sem bila tak, pa nisem mogla do lufta, ne. Zdaj jaz z veseljem shodim po stopnicah gor, ker tako lahko, ne, in v bistvu zdaj sem hvaležna za neke take brezvestne stvari, ko si nekomu, verjetno tebi, če povem, si misliš, zakaj si ti to hvaležna, ne, neke so ti samoumevne. Jaz ko sem na onkološkem inštitutu, ko sem sedela tam, sem čakala pregled, in sem tam gledala ljudi okrog mene. Jaz sem bila v tistem trenutku hvaležna, da imam samo raka dojk, samo pod narekovajem, ne. Da nimam raka, ne vem, nekega notranjega organa, ki je življenjsko pomemben. In sem bila hvaležna, da imam samo raka dojke. In sem bila hvaležna, da rabim samo 4 kemoterapije. Tebi, če zdaj povem, samo 4 sem imela, si menda misliš, kaj, ne, to je too much, ne, ampak jaz sem bila takrat hvaležna za to. In tu v te stvari, pa tudi zdravje, ne, prej, pač samoumevno je, da se vstaneš s posle, pa da lahko greš v službo. Ko pa naenkrat več tega ne mreš, ne, pa se v bistvu zaveš, kako malo si cenil to vse, kaj imaš. Zdaj, ko pa tega nimaš. V bistvu, da vstaneš sploh iz postelje, ne, Točno to. sama. Ja. Da imaš možnost, da lahko se samo staneš, je neprecenljivo, ne. Ja. Vseeno, povedala si, da si rabila kar nekaj časa, da si zadevo tudi osebno predelala, ampak je pa prišlo tudi do trenutka, ko si se odločila, da jo boš javno delila na družbenih omrežjih. Kako to? V bistvu sem kar dolgo odlašala. V bistvu sem jaz prvo neko javno sem dala lani oktobra, ko je bil tisti mesec zaveščanja raka dojke. V bistvu sem tak celo moje zdravljenje, sem tak, bi kaj objavila, ne, mislim, sem tak. In bolj pa naenkrat je to tako prišlo, jaz sem pri ribniku sedela, sem tako uživala sem v tistih sončnih žarkih, ptički so peli in sem bila tako, kako sem hvaležna, da lahko jaz tu sedim, ne, in sem imela tisti občutek, veš, kaj jaz si želim, da več ljudi se vstavi, pa da posluša, kako ptički pojejo in da so hvaležni za to, da so lahko v tistem trenutku, da so hvaležni za, ne vem, skodelico kafeja, da so hvaležni, da imajo, in sem s tisto željo, da sem si želela, da se čim več ljudi v bistvu zave nekih malenkosti, sem imela željo, da to podelim v bistvu z prijatelji, z okolico, da se zavejo. Ker se tega dejansko prevalo. Da je to, kaj imajo, da je to vse, kaj rabijo, ne.
da je premalo tega. In to je v bistvu bila moja neka želja, da iz tega ven potegnem. Pravkar si se vrnila tudi potem iz rehabilitacije v Dobrni. Kaj ti je pa dala rehabilitacija? V bistvu v rehabilitaciji se bolj tako fizično mi je povrnilo tisto neko upanje, oziroma upanje se, jaz sem si vedno vem, da bom nekoč spet lahko odbojko igrala tako kot prej, ne? Ampak vseeno pa sem še bila kar dosti fizično omejena, z mojo roko pač ne morem je določenih nekih gibov delati. V Dobrni pa sem kar dosti nekih fizioterapeutov dala skozi različnih vaj in sem videla, wow, in je že tisti 14 dni, kaj sem zdaj bila tam, vidim, da je ful razlika, ful sem napredovala v sami moči, v sami gibljivosti roke, v vsem tem in me je bolj tako fizično, sem dobila neko podporo, da pa bo vse vrelo. Super. Teja, kako zdaj v bistvu gledaš na svoje telo? Ja, v bistvu, jaz se zdaj z veseljem pogledam v ogledalo. Pač vse te moje brazgotine, vse te moje neke rezi, nepopolnosti, vidim kot popolno sebe. Pač jaz popolna zdaj, ne. In to neka brazgotina, v bistvu, me ne spominja na nič slabega. V bistvu vsako jutro, ko se jaz pogledam v ogledalo, se spomnim, da biti hvaležna za male stvari in me v bistvu kot nekaj, da me opominja, čez kaj sem šla in da ne smem pozabiti na malenkosti, da ne smem pozabiti uživati v tem trenutku, kot sem. In me v bistvu moja podoba me v bistvu vsak dan spodbuja, da ostanem v tistem miru pa v tisti hvaležnosti. Menili smo tudi, da je medicina kar potem zelo napredovala tudi na tem področju. Potem ti si se odločila tudi za rekonstrukcijo, ne? Tega tudi nismo omenile. Dejansko to si sedaj opravila v januarju. Ja, to je bilo za konec januarja, tako načeloma zdaj 3-4 mesece od tega. Jaz na začetku vsega tega sem si verjetno drugače predstavljala. Jaz sem si bolj predstavljala tiste umetne silikone, tako zdaj pač vidiš, pač vsa posodi več manj že, ne? Sem si bolj to tako predstavljala, zdaj dejansko neki rezultat ni tako, kot sem si jaz predstavljala. Ampak sem zadovoljna. To je najbolj pomembno. Ja. Bilo mi je tudi zanimivo, ko si omenila vseeno dosti žensk se odloča za razne pač posege na prsih, ne. Ti si dejala, da je bilo to za tebe zelo boleče, ne, in smo rekli, joj, pa če to boli, zakaj se za to odločaš, ne? Ni tako enostavno, ne? Ne, v bistvu ni, ne. Saj, po moje ženske, ko se odločajo za silikone, da si pač za lepotne operacije v tej smeri, mogoče niti ne razmišljajo, kaj to zadaj potegne, ne. Ja, saj poseg vred, traja tisti moment, ne, kaj pa pol, ne, kaj pa so pol posledice vsega tega, ne, kako se ti pol spremeni življenje, kako se ti pol v bistvu zdaj, če že gledaš telo kot samo, v bistvu cela funkcija telesa se ti spremeni. Ne vem, verjetno niti to te ženske, kaj se odločajo za silikone, takrat ne razmišljajo, kakšne bolečine bojo trpele za to, ne. Jaz zdaj prej že nisem razumela, zakaj si gre nekdo dati to, ampak okej, zdaj pa še manj razumem, zakaj bi si nekdo tako bolečino povzročal, ker pač lepo izgleda. Ne? Zdaj smo na nek način kar prehodile to res trnovo pot, ki je trajala, če zdaj vzemeva 3 leta. Ja, od samega začetka, 3 leta. Ja. Kaj bi lahko rekla, da je bila za tebe kot fizično in psihično največja preizkušnja ali pa bolečina?
psihično je bilo meni najtežje v bistvu tisto, tako sem prej povedala, sama sebe naenkrat sprejeti, tisto podobo ženske, ne? Zdaj brez dojke, brez lase. To mi je bilo v bistvu sprejetje sam sebe, zdaj takšno kot sem, je bilo eno izmed najtežjih. Tisto čiste potovče, pol pa pač moraš sam sebe toliko spodbuditi, da pozitivno razmišljaš, da pa bo na koncu vse vredno, ne? Da je to samo neko prehodno obdobje, da pa bo na koncu vse super. In je bilo v bistvu fizično pa je bilo najtežje kemoterapija, tisto obdobja vmes, ko se pravim, sem več ali ne vegetirala, da sem se trudila zjutraj s posle vstati. Pa v bistvu to ta obdobja po operacijah, po tistih par nekaj tednov, ko so tiste hude bolečine bile, je bilo fizično tisto naporno. Katere besede bi položila na srce ženski, ki prejme isto diagnozo, kot si jo dobila ti? V bistvu bi ženski, ki je zdaj v fazi tega sprejetja diagnoze, bi predlagala, da si naj sebe predstavlja na koncu te poti, da si naj sebe predstavlja, kaj si želi, kako bo izgledala in naj ima sebe pred okami. Naj ima sebe vsaki zjutraj, ko se zbudi, ko je najtežje. Naj si sebe predstavlja takrat, kako bo potem, ko bo dala vse to skozi in naj verjame, da bo vse vredo. In naj zaupa medicini, naj zaupa v bistvu vsem, konec koncev tudi alternativi. Jaz sem tudi sama sebe alternativo sprejela, v bistvu kot podporo pri vsem tem mojem zdravljenju, kaj sem ga imela in se mi zdi neko zdravo ravnovesje vsega. Ampak samo v bistvu pozitivno gledati na vse stvari. Naj se gleda pozitivno, naj v vsaki najmanjše stvari, če tudi se ti zdi, da je slaba, da se najti nekaj dobrega, ne? Če že ne tisto mišljenje, lahko bi bilo pa ne bi imela te možnosti izbirati, ne? Ravno to mogoče zgodnje odkrivanje je ključno, ne? Imamo to srečo, da imamo ta program Dora, ampak ta velja za ženske po 50. letu. Kaj bi pa, ker dejansko v zgodnji fadi se da rak dojke v celoti, vzdravljivost je zelo visoka, pač je toliko onkologija v Sloveniji na takem nivoju kvalitete, da zadeve lahko zelo dobro rešujejo. Kaj bi pa mogoče svetovala ženskam, ki podlašajo s temi pregledi, ali pa mogoče kaj začutijo, pa rečejo, meni se ne more zgoditi? V bistvu jaz bi in mogoče dala kot mišljenje, ne? Da ne gledajo v bistvu na svoje telo kot to neki motor življenja, na neki avto svojega življenja, ne? V bistvu telo je naš avto za življenje, ne? In v bistvu kaj narediš ti z avtom, ko se ti lučka prižge, ne? Ja, greš serviser, ne? Kaj pa boš druga, ne? Zdaj mi pa smo, se mi zdi, nekako do svojega telesa kar malo mačehovski, ne? In si tako mislimo, nimam zdaj cajta, ne? Nekaj te zaboli ali nekaj si zatupiš, nimam zdaj cajta, bom že, ko bom, ne? Mislim, kaj bi naredil z avtom, če bi se ti lučka za bencin prižgala, pa bi rekel, nimam zdaj cajta in ti tankat, ne? Isto je naše telo, lahko primerjamo tak, ne? In bi jim rekla, glej, ta stvar tudi, če je neka bulica, zdaj ti, če boš odlašal z pregledom, lahko je še samo slabše, ne? Mislim, ta stvar, zdaj tudi, če tebi potrdijo diagnozo, hvala Boge, ne? Zdaj, ta stvar v tebi je. Zdaj, če ti veš ali ne, boljše v bistvu, da veš pa rešiš to, kot pa da ne veš pa sam sebe, nič ni, ne? Boljše, da grem pa reši, ne vem, ne? Ja, ni, ne? Boljše, da rešuješ problem, ko je še majhen, ker ko je velik, točno tako. Je ga mogoče tudi težje odvozlati, ne?
Teja, kako bi opisala prehojeno pot v eni besedi? Vrtiljak. Vrtiljak vsega. Mislim, Zelo dobro, verjetno so bili zelo lepi trenutki, bili so pa grozljivi trenutki. Zelo dobra izbira vrtiljaka. Ja, res je. V bistvu sem jaz tako skozi celo mojo pot, v bistvu celo moje mišljenje, mogoče pa zdaj to malo negativno delovalo, ampak v bistvu razmišljam tako, nikoli ni tako slabo, da ne bi moglo biti še slabše. Ne? Mislim, mogoče je to malo negativno čutno, ampak vseeno pa tisto te spominja, da si v redu. Ne? Nekateri nimajo te možnosti niti izbirati, ali bi se zdravili ali ne. Nekateri nimajo možnosti ne vem, reči ti pol na koncu, jaz sem pa zdaj zmagal, jaz sem pa zdrav. Zelo me je bilo tudi zanimivo, ko smo delali spletno anketo pač preko družbenih omrežij, ne, dejansko to, kako ljudje pač dojemajo ljudi, ko vidimo jih brez las, oziroma ali pa ko zvejo, da imajo raka, dejansko jih ocenjujejo, mislim, da je bilo okoli 80% kot borce. Ne vidijo jih kot žrtev, ne. In preko smo se pogovarjali, ne, mene so gledali, pa so, ne, te nekako ocenjujejo, imaš ta slabi občutek, ne. A dejansko, če vzememo tako, dejansko bi znalo biti, da ljudje, ko vidijo takega, si reče, glej, ta pa je, ne. Ja. Točno to, ne, kar sem jaz pregovorila, ne. Ni v bistvu, kaj drugi si mislijo, ne, ampak to je v bistvu v tvoji glavi. Ti misliš, kaj si drugi mislijo, ne? V bistvu si pa oni sploh ne mislijo tega, ne? Ti pa se obremenjuješ tem, kaj si oni mislim, kaj ti misliš, da oni mislijo, se ti s tem obremenjuješ, tak. Ja. To je točno to, ne? To je točno to, jaz sem si mislila, zdaj oni me tako gleda, zdaj si oni misli, kak sem jaz čudna, v bistvu pa, ja, mogoče me gledajo z občudovanjem, ne? Ja, točno to. Teja, hvala. Zdaj bomo mogoče dala še priložnost, če bi mogoče kdo želel postaviti kako vprašanje Teji, kakšno mnenje izrazil ali karkoli. Ima kdo kakšno željo? Ne. Podpora je, mislim, tu se vidi, da so ljudje res prišli tudi zaradi tega, da ti izkažejo poklon. Za pogum tudi, da si bila pripravljena nastopiti in odkrito spregovoriti o res taki intimni, osebni preizkušnji. Glede na statistiko, če pa čisto povzemem, sem pogledala, okoli 1500 žensk letno zboli za rakom dojke. Se pogovarjale, v povprečju je to 4 ženske na dan. Ja. Jaz srčno upam, da bo tudi ta pogovor dal Keri navdih, dal Keri priložnost, da vidi, da je lahko tudi na koncu tunela, ki je blazno temen, na koncu tudi luč. Ja. Tako da, Teja, najlepša hvala za pogum, za tvojo pozitivo in borbamo naprej, ne? Hvala. Hvala.